Pozdravljeni na Slovenskem knjižnem sejmu. V čast in v veselje mi je, da vam lahko predstavim mlado igralko, pesnico, ustvarjalko Anjo Novak in njeno pesniško zbirko Rane, rane. Anja Novak je, kot sem že rekla, diplomirana igralka, končala je AGRFT, bila je nagrajena z nagrado, študentsko Prešernovo nagrado za magistrsko delo, v katero je vključila tudi svojo poezijo. Dobila je nagrado za mlado igralko na Borštnikovem srečanju. Kaj več o svoji poeziji in najprej o sami sebi, o svojem življenjepisu, bom pa Anjo prosila, da se morda predstavi sama. Kaj se ti zdi, Anja, kako bi lahko še oplemenitila ta tvoj življenjepis? To, da nimam Facebooka, pa imam zelo rada zajce. To je ena izmed takih stvari, ki jih velikokrat prvič povem, oziroma po kateri me ljudje tudi zelo poznajo. Drugače pa, mogoče sam, da nadgradim to, da me že od zelo dolgo nazaj zanima v resnici prepletanje gledališča in poezije. In da nikoli nisem zares ločevala teh dveh stvari, že ko sem bila manjša. In mi je tudi zelo ljub princip recimo starih Grkov, ki so poezijo vedno govorili na glas in je bila spremljena z inštrumentom. In je bila na nek način mišljena za druženje in za izgovarjanje in za ritem in za zvočnost, melodijo in tako naprej. Kar pa seveda ne izključuje tega, da zelo rada berem tudi pesmi čisto intimno, ena na ena iz knjige. Ampak če smo že zdaj tukaj na knjižnem sejmu in je tema knjiga in jaz sem igralka, je to en tak stik, ki mi je bil od vedno ljub. Knjiga Rane, rane je tudi čudovito oblikovana. Izdala jo je Anja Novak pri založbi Sanje. Nastopa pa vedno v poročni obleki. In zato, ker je to nekaj pravzaprav nenavadnega, ti se oblečeš v kostum neveste, ti to pomaga, ko imaš javne nastope, da se lažje vživiš, da te ljudje z večjim zanimanjem poslušajo. Kako je prišlo do tega, da si nevesta poezije? Ja, na nek način več vidikov se prepleta, ampak meni je že od nekdaj ljub kostum neveste. Recimo pri Brehtu sem se zaljubila vanjo, posebej zato, ker jo jemlje na nek obraten način. Ne prikazujejo na tak tipičen idealiziran način, kot ponavadi si nevesto predstavljamo lepo, dišečo, srečno, mlado, ampak v bistvu ponavadi je pri njem razočarana, prevarana, pijana in vse, kar ranjena, skratka. In mene je ta vidik v bistvu neveste ali pa nasploh ljudi vedno zanimal, kje pač te maske padajo, kje se pokažejo te rane. Mislim, ne zaradi tega, ker imam rada trpljenje, ampak ker enostavno se mi zdi, da ponavadi površina marsikaj skriva še spodaj in to me na nek način zanima povsod. In ja, zdaj za prav ta Anjuta, zakaj je nevesta, se je pa na nek način združila potem ta neka moja ljubezen tudi do tega, da določene stvari, ki so moje, recimo sploh pa poezija, ki je zelo osebna stvar, da jo pogledam z distance. In tudi jaz sama, da bi zmogla nekako biti ta medij ali pa prenašalec teh svojih zelo intimnih reči, se mi je zdelo, da rabim na nek način na nek način se odmakniti. In včasih preko lika lažje to naredim. Veliko več sproščenosti je in tudi ne maram, da me nekdo na nek način definira skozi to, kar pišem, da zdaj to je Anja Novak in da to so moje resnice in tako, ampak mi je všeč, se mi zdi pomembno, da se vedno to jemlje tudi kot neko moje polje ustvarjanja. To ni zdaj moj življenjepis, ampak
je pa baziran na nekih mojih izkustvih, ki so zelo močna. Hkrati je pa tudi ta pesem naslovna Rane, rane, ne, ki smo jo v uvodu slišali, govori o tem, da vsaka rana pač boli in je odprta in je to dobro, slabo, kakorkoli, ampak do poroke bo vse mimne. To je meni babica govorila in zdaj ta nevesta v resnici zdravi svoje rane tako, da piše in govori pesmi, ne, ker vsaka pesem odpre z rano in potem jo zdravi. In ko se bo poročila, bo vsega mimo. O babici imaš tudi eno pesem z naslovom Cmok, če se prav spomnim, te so te družinske, a ne? Ki so se me zelo dotaknile. Zdaj kako babico nagovarjaš, da ne boš več jedla teh slivovih cmokov, ker imaš cmok v grlu in babici kar potem rečeš, požri me, ne, oziroma prereži mi grlo, vzami ta cmok in ga požri. Tako se mi zdi, da si obenem v tej pesmi, ki je zelo, zelo močna, si obenem tudi odprla eno temo babice in volka, ki požira, ena rdeča kapica, ne glede, ta knjiga je tudi rdeča, se mi zdi, da se je ta neka pravljičnost, ta mitska sporočila pravljičnosti, da se pojavljajo tudi v vseh teh tvojih pesmih. Recimo prav ta o babici se mi zdi, da si ti kar naenkrat lahko tudi volk in ta rdeča kapica. In vprašala bi te, kakšen je tvoj odnos do babice, do teh žensk tvojega rodu, iz katere je verjetno nastala tudi ta pesem in bolečina v grlu, ki jo čutiš kot cmok. Ja, mislim, zdaj se mi zdi, da vedno ali pa mogoče zadnje čase ta tema ženske in feminizem in emancipacija in ženske, ki tečejo z volkovi, je zelo popularna, ampak je lahko tudi zelo površinsko ali pa tako z neko z neko levo roko se jo recimo odrine ali jemlje pa potem odrine ali pa nima neke teže, se takoj malo zrelativizira. Ampak v resnici se mi pa zdijo te stvari zelo pomembne, ne. Prav recimo knjiga Ženske, ki tečejo z volkovi, ko sem jo prebrala, prvič sem jo brala pri 17, se mi zdi, in sem jo brala na nek način. Ko sem jo prebirala zdaj spet 1 leto pa pol nazaj, mislim, jaz sem razumela, jaz sem brala drugo knjigo, ne, in se mi zdi, da je res v bistvu odlično napisana in skozi te zgodbe in arhetipe in mite se na nek način res lahko celiš, a ne? Ampak tako ne celiš navidezno, ampak zares delaš neke razmisle, kako da bi šel recimo na psihoterapijo in svoje možgane v bistvu prekonfiguriral. In zdaj, če se vrnem na moj odnos do žensk in do babice, jaz zelo rada poslušam zgodbe svoje babice obeh in njune izkušnje. Tudi svojo mamo ogromno rada sprašujem o stvareh, ki jih je doživela, preden sem bila jaz rojena. In na nek nemističen način povezujem in vidim, kako se recimo neki vzorci so se name prenašali in kako je na nek način zelo pomembno poznati verigo svojih prednikov, tudi moških, ne samo ženskih, in kako nas to velikokrat ne samo definira, ampak tudi oblikuje vse to, kar izražamo, ustvarjamo. In mi je nek neskončen vir ne samo ustvarjalnega materiala, ker ne izkoriščam zdaj svojega življenja sem zato, da ustvarjam, ampak za neko samospoznavanje, no. In poezija se mi je vedno zdela da ima nek samospoznavni moment, ko bereš nekoga, ki ga sploh ne poznaš, pa sebe spoznaš tam noter, ne. Zato, ampak se mi zdi, da to se takrat zgodi, ko se je tudi pesnik zares samospoznal v nekem verzu ali v neki pesmi. Pa se ti zdi, ko si brala knjigo Ženske, ki tečejo z volkovi, se ti zdi, da se je tvoje življenje res ujelo na ta cikel 7 let, ko se ženska nekako obnavlja, prenavlja, ko postane iz divje, lahko že modra ženska in vse te faze različne, ki jih preživlja
ženska v svojem življenju? Si se ujela, da si v kateri od teh faz, ki jih knjiga obravnava? Ja, pač moram priznati, da res me je nekaj. Mislim, itak je vedno, ko bereš nekaj, zelo hitro lahko, tako kot horoskop boš prebral, pa boš rekel, to se mi je pa res zgodilo, ker boš pač potem pozoren na tiste stvari. Ampak moram priznati, da sem začela v bistvu razmišljati o teh ciklih in kako se meni dogajajo, ampak bolj kot to, da bi recimo zdaj ugotovila, da knjiga, da sem jaz po nekem receptu od te knjige delujem tudi jaz, je bilo dragoceno to, da sem na nek način dobila eno pomiritev, da pač cikli so v življenju. Ne? In tudi recimo že na nivoju enega leta, ne vem, jaz sem zelo povezana na nek način z naravo, pa se mi zdi, da smo vsi, da pozim malo težje vse gre, ne? Malo bolj sem utrujena, ko počnem stvari, kot če jih počnemo v spomladansko-poletnem času. In vedno sem se sekirala, da sem pač potem, zakaj ne morem več, da vsi ostali lahko bolj pušajo. Ampak v resnici je vsem malo težko, ker je narava tako narejena. Ne? In sem sam sprejela, nič ni narobe, če takrat sem malo bolj utrujena. In tudi nič ni narobe, če zelo delam in sem potem utrujena. Narobe je, če potem si ne priznam, da sem utrujena in se ne vzamem tega časa za lizanje ran in za počitek, o čemer tudi avtorica ogromno piše. Ne? In samo prek teh ciklov, ki jih zaključiš, lahko prideš v drug cikl. Ne? Mislim, na nek način je to zorenje. No? Ne bi rada ostala vedno, rada imam neko mladost v sebi, ampak ne bi pa zavedno rada ostala 20-letnica. No? Evo, letos sem dopolnila 30 let in mi je ful, v bistvu, rajši sem stara 30 kot 20, če priznam, veliko več enih stvari bolj uživam, no, kot takrat. Za uvod v knjigo je Anja izbrala citat Maurica Bežara. Obstaja biološki čas, ki ga lahko merimo s hitrostjo, s katero se celi rana. To se navizuje tudi na vse to, kar je zdaj povedala, o teh ciklih, ki jih vidi tudi v knjigi Ženske, ki tečejo z volkovi. Poezijo brez dvoma doživljaš kot igralka in kot umetnica skozi telo, predpostavljam. Pa se ti zdi, da je poezija tista, ki rano odpre in rano lahko tudi zaceli, ali se ta rana ravno tako lahko še bolj poglobi, in to me zanima. In rekla si tudi enkrat, da nočeš potoniti v globino, v eni pesmi rečeš, nočem potoniti v globino, se potopiti v vodo, rada bi imela suha krila, skratka si želiš dviganje v višave. To so te višave transcendenca, je to pogled od zgoraj na svoje življenje. Nekaj nam o tem povej, kako lepo govoriš. Zdaj ta citat se mi zdel zelo, me je zelo zadev zato, ker v resnici tudi jaz, če pogledam svoje življenje, se merimo v letih, pa rojstni dnevi pa tako. Ampak v resnici jaz se nekih stvari spomnim po obdobjih, ko sem nekaj predelovala v zvezi ali s seboj ali pa v zvezi z nekim odnosom. Zdaj, potem smo imela pa to z globino, ne? Prej sem rekla, zelo rada grem pod površino in tako, ampak ta pesem bila v resnici enkrat nek tak mali upor v nekem pesniški debati, ki sem potem na njo odgovorila s pesmijo, ker je ogromno tega raziskovanja globine in tudi ogromno nekega trpljenja, ampak se mi zdi ena taka, mogoče to ima veze s to distanco, ki jo ima tudi pač recimo ta obleka, nek pogled od zgoraj. Ko greš najprej v globino, pa na vse to pogledaš z vsem tem znanjem in izkušnjami, pogledaš na to od strani in šele takrat na nek način pride en uvid, na nek način nek modrostni uvid, no, na vse skupaj, da ne rabiš več brest po tej brozgi, ampak enostavno pač lahko zletiš naprej. No. In se mi zdi to zelo pomembno v življenju in tudi v poeziji in nasploh tudi v ustvarjanju, tudi v igralskem pristopu. Ne. Se tudi, ko delaš, bredeš, ful si noter,
ampak potem v enem trenutku enostavno ni dobro za komunikacijo s publiko. Do publike ne pride na ta način, mislim, na tako močen način, če vidiš človeka, ki je v nekem problemu, bolj, če vidiš tega človeka, kako se igra s tem problemom. In zato pa moraš na nek način imeti pregled. Mislim, da to ti sama zelo dobro veš. Ampak je pa pomembna faza iti v to, noter, nujno, če ne moreš vedeti, kaj si gledal. Potem lahko rečem, da te nastopi s pesmijo, s tvojo poezijo, obenem tudi osvobajajo tega, dobivaš veliko moči s tem, ko nastopaš, ko te publika sprejme, ko začutiš, da so te razumeli. Tvoja poezija deluje z ritmom, z glasbo, z melodijo, s tvojim nastopom in z vsebino, ki jo prinaša, deluje poživljajoče, pretrese. Zlasti mene so pretresle družinske pesmi. Vidim, da te osvobaja, da te polni. Recimo v družinskih pesmih sem pa videla zelo veliko in bi te tudi vprašala, recimo Junak našega časa, to je pesem, ki zelo jasno govori o grobosti moškega v nekem zakonskem odnosu. Odkot ti ta motiv? Zakaj te to privlači? Zakaj si to napisala? Mogoče tudi ne gre vedno za to, da me nekaj privlači, da o tem pišem. Včasih me nekaj samo razjezi in mene je odvedno jezilo, če se o nečem ni smelo govoriti. In sem iz inata potem o tem govorila, če pa nisem bila zmožna govoriti, sem pa na druge načine izražala. In se spomnim že doma, ko smo imeli pač taka tipična scena, družinsko kosilo. In zdaj ne bomo o tem nalašč. Pač sem bila lahko velikokrat zelo problematična v tem smislu, ampak ta problematičnost je mogoče tudi zelo relativen pojem, ker vsa umetnost na nek način malo mora biti problematična, ampak v tem, da zbuja neko nelagodje, prek katerega se potem človek sprašuje o stvarih, s katerimi je bil soočen, prek te umetnosti. Zdaj, to je drugo, samo od šoka preset, to pač mi ni ljubo, da nekdo šokira pa provocira, to pač je druga veja, se mi zdi. Ampak ja, prav ta dotična tema je pa pač vezana na neke odnose, ki sem jih opazovala. Tudi doma včasih, ko je prišlo do kakšne grobosti, pač težko je to, jezen si, ne veš, kako bi to, ne moreš rešiti in v resnici potem rešuješ druge, recimo v umetnosti. In tudi nasploh, če dalje bolj, včasih sem še mislila, pa kaj bo to koristilo komu, da govorimo o stvarih, ki se mene ali pa nekoga mojega bližnjega tičejo. Ampak potem pa vidiš recimo odzive ljudi, ki stvar lahko zelo osebno vzamejo. Ne samo da preberejo, pa recimo se jim zdi stvar dobra ali pa jim je všeč, ampak ljudje, ki pač vzamejo stvar osebno, skoraj malo psihoterapevtsko in vidiš, da je za njih osvobajajoče. In se mi zdi to zelo pomemben vidik umetnosti, da ne ostane samo na tem nekem profesionalnem pa nekako bi temu rekla doktrinacija nivoju, da samo diskutiramo o tem, ampak da pač postane človeku osebno. Mislim, da so tvoje pesmi zelo osebne in so zelo čustveno nabite, so tudi močne v podobah, v metaforah. In se mi zdi, da tako kot osvobajajo poslušalca, bralca, da so tudi tebe osvobodile in da ta cmok, o katerem si pisala, recimo v eni pesmi, da se je ta cmok enostavno raztopil, razvezal in da si ga ravno svojo ustvarjalnostjo, da si uspela raztopiti te bolečine, te bolečinske vozle, zadrege, morda sram, strah in tako naprej in si s tem po mojem mnenju tudi publiki dala krila, da s tabo se dvignejo v višave. Zdaj nam pa prosim, Anja, povej še, odkot ime Anjuta, to smo na začetku pozabili povedati ob tvoji poročni obleki. Bom, ja. Evo, Anjuta je, to je zgodba, ki se začne v resnici Svetlano Makarovič.
Zato ker ko sem začela peti pri njej njene šansone, me je poimenovala Mula. Potem je enkrat vmes brala moje pesmi in je rekla, ti moraš to izdati, ampak ne kot Anja Novak, ne, ki je dosti podobno kot Janez Novak, ki je mimogrede moj brat. Tako da je zelo taka tipično slovensko poimenovanje. Ampak je rekla, da rabim pač neko drugo poimenovanje, ampak nekaj s hrbtenico, ne. Mula ne morem biti, ne. In potem je našla v bistvu pri Čehovu to ime, Anjuta, ki je njegova kratka zgodba, v kateri ona nastopa, in mi je čudovito ime, ne. Zdaj si omenila, da ti je rekla, da mora stati, ne? Da mora človek imeti hrbtenico. Ja. Ti imaš tudi kostne pesmi, ki Tako. so zelo, mislim, zgrajene, dobesedno zgrajene, in stojijo, tako kot mora človek tudi stati svojo lastno hrbtenico. Kako jih čutiš skozi telo? Na kakšen način si jih začutila svoje kosti, da se postavljajo v neko pokončno človeško držo? Ja, te kostne izhajajo v bistvu iz bolezni anoreksije, ne. Neke pesmi, ki so vezane na ta problem, ki sem ga imela nekaj časa, pa ga, mislim, zdaj v zadnjem obdobju je bil najbolj zelo omejen že. In ker so isto cikli bili, ne. Je bilo v redu, pa je spet prišel cikel, ker je na nek način deluje tako kot katerakoli odvisnost, tudi ko pride pač večji stresor, se spet pojavi, ne. Če pač se ne izstradaš do konca in umreš in se nehajo ti cikli. Zdaj, meni je ratalo, da se nisem, in je pač tako daleč pripeljalo, da sem se mogla soočiti s tem, ali hočem živeti ali pa ne. In sem vesela, da sem se odločila, da hočem živeti. In na nek način, ja, je ta dvojnost v teh kosteh, ne. So bile pač te kosti pri meni v resnici nekaj simbolne čisto zelo krhkega, ker se je pač videlo samo kosti. Po drugi strani je pa to stvar, ki nas drži pokonci, ne. In se spomnim spet, če se vrnem zdaj na ženske, ki tečejo z volkovi, ena zgodba me je zelo zadela, ki je v bistvu o eni, nek ženski lik je, ki ga moški v bistvu oblaga z mesom, a ne, te kosti. Okostnjakinja, mislim, da je naslov. In je res tako, a ne. Jaz sem imela v bistvu ob sebi, tudi svojega fanta, ki mi je pač na nek način polagal to meso, in te pesmi, ki so mi polagale meso. Pač zdaj se izražam zelo v metaforah, ampak tako je, no. No, in to so te kostne pesmi, no, ki govorijo v bistvu o tej dvojnosti. In v bistvu zelo iskreno govorijo o tej bolezni, no. Ja, zelo. Pač, in zato so tudi, govorijo pravzaprav o vsaki bolezni oziroma o vsakem tem manku. Zdaj si je omenila, da je tvoj fant ti nalagal meso na te tvoje kosti. Pomeni, da si z metaforo povedala to, da nas ljubezen zdravi, da nam ljubezen daje meso, ne, ljubezen. In tudi te tvoje kosti, ko pišeš te kostne pesmi, je pa čuti, da imajo te tvoje kosti, ta tvoj okostnjak, da ima eno zelo močno srce in eno zelo močno energijo preživetja. In tudi si se postavljaš pravzaprav tudi v tej prvi pesmi, ki je v tej vhodni biti ali ne biti, se postavljaš na stran življenja. In govoriš, da Hamlet, tudi v pesmi Hamlet, kjer se dotikaš pač tudi neke gledališke teme, tam se tudi postavljaš na stran življenja oziroma poveš, da ni važno biti, a ne biti, samo važno je, da stopiš v medije in kaj se o tebi govori. Zdaj pa kot pesnica, igralka, morda še nekaj o tem povej, kaj je zate res življenje in kaj je zate tudi medijsko življenje, ker si medijski človek. Kaj je zame res življenje? V smislu avtentičnosti, iskrenosti. Ta pesniška zbirka je izjemno iskreno napisana in tudi kot igralka si prepričljiva, pomeni, da si iskrena. Pomeni, da stojiš za stvarmi, ki jih delaš. Da ne lažeš, medtem ko v pesmi Hamlet
se pravzaprav poigraš s tem in daš kritiko temu. Saj ni važno, če sploh pridem na oder, saj ni važno, kaj sem napisala, važno je, da se o meni govori. Ampak to je To je ironično, ne? Lično Važno je, rečeno. kaj se govori v medijih, ne biti ali ne biti, ker velikokrat je tako, ne? Tudi zadnjič sem slišala en zelo zanimiv komentar enega mojega sorodnika, pa sej igralcu je v interesu to, da se čim bolj javno postane, ne, prisoten, tako da pač se pojavlja na televiziji in da počne vse in da je v revijah, kar bi mu pač prenesli samo to, da je znan. In sem rekla, ne, pač meni res ni to. Meni je zelo pomembno, da počnem nekaj, kar me zanima in v čemer vidim nek cilj. In mogoče je meni življenje to, da si ne lažem, mi je zelo pomembno, no? Ker je to zelo tudi povezano že samo boleznijo, ki v nekem trenutku pač prevzame vse in je ogromno laganja v njej, ne? Mislim, sploh samo laganje, da pač jaz sem v redu, pa nisi v redu, ne? In to neko iskrenost negovati je zame ena tako lepa stvar. Pač v bistvu negovati to iskrenost, no? Pa se dobro počutiti v svojem telesu, to pač je meni tudi. Tukaj so tudi prazne rdeče strani, ki jih nagovarjaš drugače. Vsako stran si poimenovala. Kaj je ta praznina? Praznina, hočem reči, ta polnost praznine, če se lahko drugače izražam. Boš kdaj napisala na te rdeče strani, boš to praznino popisala, ali se ti zdi polna že samo z naslovi? V bistvu vsaka stran ima naslov, ne, pesem za neposlana pisma, stran za neposlana pisma, stran za pismo vladi, veliko je tega, no, pač 30 ali koliko jih je, 16, cela pola je 16, kar pomeni 30, ne. Tako je, 32. In na nek način je v bistvu poanta je v tem, da je ves tekst je z rdečo pisan na belo, ne, vse pesmi. Če pa ti tiskaš rdeče na rdeče, se pa pač ne vidi, ne, kaj je natisnjeno. In na nek način so to nevidne pesmi in sem hotela izraziti ali pa neka asociacija je na to, da ogromno stvari je v življenju, ki jih ne vidimo, zato ker so enake barve, ne. In verjetno so te strani že popisane oziroma sem dovolila, da jih popišejo ljudje sami. Zdaj tam, kjer sem knjige tistim, ki sem jih podarjala, sem tudi sama recimo dodajala stvari noter na vsako stran posebej, kjer pač se mi je zdelo kaj zanimivo. Ampak v stvari so to nevidne pesmi oziroma strani, ki jih lahko sam dopolniš, ne, oziroma rdeče na rdeče. Ker tudi tukaj v pesmi Človek praviš, da te zanima transparenten človek, ki se ne skriva, ker se ne more skriti, ker je že skrit, tak človek me zanima. Skratka, z drugimi besedami, zanima te odkrit, iskren človek, taka kot si tudi ti sama. Kar me je še zelo pretreslo je, glede na to tvojo poročno obleko in vse, te pesmi so tudi veliko imajo materinskega odnosa do materinstva, do ljubezni, do otrok. Ta pesem Deto Morilke, ki si jo napisala za svojo kolegico Janjo Majzelj za predstavo, je pretresljiva. Ta zmes ljubezni, želje po otroku in obenem to, kar vse te otroci, ki se spremenijo v samo kri, se mi zdi, da je za vsakega človeka nekaj najbolj pretresljivega, ker so otroci pač nekaj, kar je naša bodočnost in kar je najbolj čisto sploh na svetu. A nam lahko še nekaj poveš o teh pesmih? Jaz imam zelo rada otrok. Zdaj moj brat ima 3 malčke in to je pač en odnos, ki isto celi, ne. Se prej so govorili ljubezen celi, pa moj partner pa tako, ampak v resnici gre za ljubezen je v bistvu v odnosu, v
katerem odnosu. In otroci so zmožni ene velike iskrenosti, ne. Zato so včasih lahko tudi zelo nadležni, ampak so pa na nek način iskreni s tem, kar čutijo in kako čutijo do tebe. Zdaj, sama tema teh pesmi, recimo Detomorilka, poezija mi je tudi en kanal, kjer si dovolim recimo razmišljati o nekih stvareh, ki jih jaz nikoli ne bi naredila, ne? Jih je pa nekdo drug naredil, pa niso opravičljive mogoče niti. Recimo, tako kot če delaš Lady Macbeth kot vlogo, mislim, a boš potem rekel, ne bom zato, ker to ni moje, oziroma delaš potem malo rezervirano to. Ne, pač narediš z vsem srcem, narediš kot bi bil ti, ne? In se mi zdi poezijo isto, pač pišeš o tisti temi, o kateri pišeš na polno, bi človek rekel. In mislim, otroci, ja, to so krhka bitja, nežna bitja, težko je videti od otroka umreti, nikoli ne bi rada imela te izkušnje biti priča temu, ampak po drugi strani pa koliko je enih pobojev otrok, koliko enih otrok dnevno umira, kakšne so bile situacije med vojnami, dojenčke so stene metali, mislim, potem pa nekdo zapiše to v pesmi, a ne, pa je, o čem ti razmišljaš, mislim, o tem ne moreš razmišljati, če si vsaj malo podučen o kjeremkoli grozodejstvu, recimo sam vojne, ki si jo kdaj, mislim, o kateri si kdaj kaj bral. In mene samo izogibanje tem nekim temam, ki so pač neprijetne, zato da bi mi ostali mirni in v sozvočju in z vsem in sami sabo, se mi zdi brez veze, ne? Se mi zdi, da en pravi mir, pa en pravi, ne vem, kako bi temu rekla, eno pravo skladje. Ja, skladje z univerzumom pride, če ti si zavesten tega, kar se dogaja, ne? Tudi groznih stvari, jih probaš pač popraviti. Se mi zdi tako, da vsaka umetnost je prav zaradi tega, ker ozavešča te stvari, če tudi ne nujno neposredno politično, pač je politična. In pri tem si zelo, pri vseh, vse, kar napišeš, je direktno, resnicoljubno in absolutno ne lepšaš sveta, ampak ga s poezijo, s tem tudi, ko izrekaš grozne stvari, tako kot si zdaj rekla, svet lepšaš ravno skozi izrekanje tega. In nagovarjaš svet k temu, da bi bil boljši, in nagovarjaš k lepšim odnosom med ljudmi. In zlasti se mi zdi, da kažeš, da je umetnost tista pot, ki človeka plemeniti. Mislim, ja, ne vem, če prav nagovarjam, ampak posredno, verjetno, ampak veliko rajši pač vržem stvari in potem naj človek na nek način razmišlja naprej. Ja. Tako. A še to, rane, ne, prej so govorili o ciklih. Rane so ravno zato, ker so torej zgodnje rane. Zgodnje rane, ki jih lahko zacelimo tudi s poezijo. Tako da, Anja Novak-Anjuta, najlepša hvala. To je bil uvod v eno od tvojih mnogih porok s poezijo, z umetnostjo, z igralstvom. Ona je ena pozitivna Lady Macbeth, ki se ne boji tega, da bi kazala svojo kri in svoje krvave roke, ki pa niso krvave zaradi umora, ampak zaradi tega, ker je rdeča tudi barva ljubezni. Hvala lepa za vašo pozornost, v veselje nam je bilo. Hvala, Saša, tudi tebi za pogovor. Nasvidenje. No, mogoče moram povedati o tej knjigi samo še to, da v resnici je nastala kot preplet ogromno ljudi, ki so tudi navedeni potem v seznamu na koncu. In sicer sem za vsako pesem, skoraj za vsako, povabila nekoga k sodelovanju, umetnika ali pa nekoga, čigar mnenje cenim, da na nek način sodeluje zraven. Ali z intervjujem, recimo pri Kostnih imam intervju z eno psihoterapevtko o tej bolezni, potem različni vizualni umetniki, recimo pa Tomaž Grom kot glasbenik, pa Laren Zdravič-Polič. In so nastajale različne stvari, od videa do glasbe, do slikovnega materiala. In potem je zraven vsake pesmi
je tako QR kodica, to je ta rdeča packa tu, in prek te QR kode se dostopa kot prvo do celotne zvočne knjige, na rane.si je tudi dosegljiva in je samo prebrana pesem, ki sem pač jo prebrala jaz, potem pa pridejo vsi ostali materiali tudi zraven. In je v bistvu mi to tudi ena izmed stvari, ki sem jo vajena iz gledališča, da se na nek način vsako umetniško delo ustvarja v ekipi in nisem zmogla na nek način razmišljati skozi to, da bi to pač sama dala ven, tudi zato, ker vedno, ko sem nastopala s poezijo, je bil nekdo drug vključen, ker sem iskala ali glasbenika, ali nekoga, ki z mano bere, ali nekoga, ki bi nekaj uprizoril z menoj. In se mi zdi, da je poezija pač tudi stvar ekipnega dela. Mislim, pri meni, v mojem. Rane raztrgati, razrezati, prodreti, vstopiti, srečati srce, potipati si kri, razliti, svoboditi, trne izvleči, zdraviti, šivati, počivati, lizati si rane, menjati organe, klit novo življenje. Iz rane rojena, v rano sprejeta, krasta, zaznamek na površini, pričati nesluteno, nepredvidljivo v globini, raniti nasilje, ljubezen, zgodbo odpreti in nahraniti, s pesmijo, usta zapret blebetanju, s pesmijo, usta zapret blebetanju, opasna bit z brazgotino, opasana bit zgodovino. Rana, rana, zlata rana, do poroke bo pa že mimo. Kaj boli to še? To, kar stisnem. Dajte še enkrat. Ne, to sam dotik čutim. Spodaj je nekaj zabolelo. Mislim, da bi bilo res boljše, da bi malo stran pogledate, ker